V našem bralnem kotičku šolarji slovenskih osnovnih šol vsak teden pridno prebirajo najrazličnejša dela slovenskih in pa tudi tujih avtorjev. Danes pa bodo z nami šestošolci, ki smo jim za domačo nalogo dali prebiranje revije Moj planet. Čas je torej za rubriko Planet bere. In dobro jutro, z nami so Brina, Tajda in Zoja iz 6. razreda osnovne šole Sostro in urednica revije Moj planet, Maja Bajželj. In seveda Hrt. Lepo se je zleknil, ne? Na našem kavču. Uživa. Zelo. Kako mu je ime? To je Zigi, star bo pa kmalu 3 leta. Super. Ravno reviji primerno, je že nastopal v reviji? Ne, njegov prijatelj je ob meni pri uvodniku, ampak je zaspan in ni hotel danes s nami. Ni hotel. Rekel, ne grem. Revija torej kot nalašč za mlade raziskovalce. Ste vi raziskovalke, rade raziskujete? Ja. Samo revije ali tudi v naravi kaj? Tudi v naravi. Tudi, ne? Recimo, kaj pa vam je v reviji navadno oziroma kaj je tisto, kaj najprej preberete, ne, ko dobite revijo v roke, to je mesečnik, torej vsak mesec izide. Na katero stran greste najprej in preberete kakšno rubriko? Na svete veterinarja. Aha. Jaz najprej odprem kazalo in pogledam, katera tema me najbolj zanima in recimo, da bi me zanimala botanika, bi odprla na botaniki in to prebrala. Meni so pa najbolj všeč živali in imam tudi doma 2 živalci domači in rada preberem o živalih kaj. Kaj pa imaš doma? 2 morska prašička. Krasno. In koliko koristnih nasvetov najdete tudi za svoje domače živali v tej reviji? Zelo. Se spomniš morda na zadnje, kaj ti je padlo v oči, pa si potem lahko uporabila ali za svojo domačo žival, ali pa morda si svoje sošolce poučila o določeni stvari, ne? Mogoče, ko je pač ena punčka oziroma fantek vprašal pač, da ima muco doma in oni bi zdaj radi še eno in ne ve, kako se bo pač ta odzvala na drugega, ker smo imeli tudi približno tak problem, ampak s psom. Gospod Bajželj, na podlagi česa izbirate pravzaprav teme v reviji? Morava priznati za Suzano, da je tudi naju kar pritegnilo. Ja, hvala. Več sodejavnikov je, ne? Ena je to, da meni otroci pišejo, oziroma reviji Moj planet pišejo pisma in reče, prosim, pišite o živalih, o rastlinah, o konjih, ne vem kaj. Druga stvar je, da želimo biti malo v koraku s šolo. Se pravi, da so vsebine take, ki pridejo prav v šoli za ustne nastope in tako naprej, plakate. Tretja stvar je pa, da imam odlične avtorje. Doktorje znanosti, biologe, veterinarje, tudi, naprimer, imamo skoraj najboljšega fizika, astronoma, ne? In potem pa včasih z njimi v pogovoru dobim od njih, a ne, tiste res vsebine, v katerih se oni počutijo najmočnejši. Četrta stvar je pa tudi malo letni časi, a ne, in dogodki, a ne, zdaj, če recimo, kaj s tem se zgodi žled, potem pa tudi napišemo kaj takega, ne. Veste, zanimivo je, da ravno take naravne pojave, ki so zelo zakomplicirani, vi znate tako nekako na preprosti način povedati. Punce, kaj bi vprašali urednico? Zdaj imate edinstveno priložnost, kako nastaja revija, imate morda kakšno drugo vprašanje? Zakaj ste sploh začeli pisati revijo? Ups, dobro vprašanje. Jaz sem najprej prišla v založbo Mladinska knjiga kot tekstopiska. To je prav tista, ki piše reklame, ki piše tako, ki se deluje z mediji, ki je v zadnji v knjigi, a ne tako. Potem sem sodelovala tudi z revijami in sem se spoznala tam z vsemi. In sem delala recimo reklamo za Ciciban, za Mojega planeta še ni bilo, Geja in Pil in tako. In potem so me povabili, da bi postala urednica revije Geja. In z velikim strahospoštovanjem sem zagrabila, grozen nisem spala, ne, bom jaz to zmogla ali ne, in sem delala revijo Geja. Potem sem šla na porodniško, a ne, to je bilo že 19 let nazaj. In ko sem prišla nazaj, so mi rekli, a bi ti naredila eno novo revijo, pa če bo šlo, če ne, pa ne. In sem jaz rekla, bo šlo. Pošlo. In sem naredila, kot sem takrat delala Gejo,
tako manjšo gejo za otroke, še več narave, več živali, več življenja. In itak imam rada otroke in sem tudi tako, pač še jaz tudi malo otrok in rada imam naravo in živali in potem je to nastalo, v bistvu sem jo jaz nekako izoblikovala, to revijo takrat. In jo zdaj še vedno delam. V vsaki reviji noter je tudi plakat, poster, ne? So vam všeč, jih prilepite kam na stene? Ja. Recimo te številki sta srna z mladičem in pa, ja, tudi tuje živali ne izostanejo iz revije. Res je, mi gledamo, da so domače, da so divje, da so ogrožene, da so kosmate, potem tudi kdaj kakšno, kar ni tako lepa damo, da vidimo, da je ta biodiverziteta, da smo vsi različni, vsi enakopravni, pa vsi dragoceni, vsako bitje. Mene pa zanima, če recimo, ko se vam kdaj ne da pisati ali pa je tak čuden dan, kaj si rečete, da vas motivira in da pol napišete? Jaz vzamem antidepresiv, to pomeni pismo bralcev. Lepo. Ko pišejo, pa tako, kakšni, ki še sploh ne znajo, pa tako ukorno pisava, pa pišejo, dragi moj planet, si najboljši, hvala, ko si pisal ali o račkah, pa ne vem kaj, prosim, a lahko to. Eni so se mi celo pisali, hvala za darilo naročniško, ko so dobili knjigico Mladiči, živalski mladiči, in to mi poboža dušo in dobim spet voljo ali pa grem na en giro, pa potem spet zagrabim stvari. Predvsem pa se ne moram tega prvošiti, ker ni veliko časa, ker mi moramo iti v tiskarno, tudi če imamo dopust ali pa zboli kdo, tisti dan, ki je tiskarna revija, mora jeti, kaj če vi ne bi dobili, to ne bi bilo v redu. Tako ja, če bi revija Tudi zamujala. vi, zdaj, če te vidva nista spala, vi morate tle biti. Ja, Ja, res je. res je. Zoja, kaj bi pa se ti želela, recimo, še več, mogoče kakšnih vsebin v reviji? Katere vsebine bi še z veseljem ali pa z večjim žarom brala? Mogoče, da bi bile še kakšne šale ali pa zanimivosti še več o kakšnih, mogoče ne toliko poznanih vrstah. Hvala za nasvet, bomo premislili. Imaš še kakšno vprašanje za urednico? Kako pa ste se v bistvu sploh odločili, da boste pisali? V bistvu jaz mislim, da je to moje poslanstvo. Nekako narava, varovanje narave, ljubezen do živali, pa kar dobro mi gre, izražanje, pisanje, pa sem nekako to združila. A pa včasih ti tako, kar pač v življenje tako prinese. Tako kot sem rekla, sem prišla kot tekstopiska, potem sem postala pa urednica. Mogoče bom pa še kaj. Zdaj, v tej reviji res najdemo marsikaj, od receptov doma, da lahko sami kaj skuhate, do, izdelave ptičje hišice, konec koncev. Ste že kdaj poskusili same kaj izdelati po tej reviji? Ja, jaz sem ptičjo hišico doma. Super. In je obiskana? Ja. Je, ne? Jaz sem pa naredila doma eno jed in sem pač prav lepo šla po receptu in je bila ful dobra. Aha. Jaz tudi zelo rada kuham, pa zelo rada mami v kuhinji pomagam, tako da tudi jaz sem že kaj naredila. Odlično. Ta mesec so tema buče. Ste že kaj poskusili? Ja. Ja? Jaz sem z očem doma naredila bučno juho in je bila ful dobra. Super. Super, ne? Zdaj bomo pa res že postali lačni. Ja. Ampak kolikokrat pa se, recimo, ko preberete revijo, odpravite potem v gost in same tudi morda ki poiščete to, kar ste prebrali v reviji in potem najdete tudi same na terenu? V bistvu, kadar imam jaz prosti čas, ponavadi berem revijo ali pa karkoli drugega berem. In ko je tak lep sončen dan, recimo, grem ven, pa sem nabrala par želodov, ker bomo pa doma ustvarjali kaj. Krasno. Krasno. Se pravi, res taka zelo široka revija z veliko idejami, hkrati spodbuja ustvarjalnost, hkrati pa tudi širi obzorje. Tako, in spodbuja k razmišljanju z lastno glavo. Mediji nas bombardirajo, kupi to, rabiš to. Jaz bi pa rada tako nekako prinesla to, da je narava ena taka neskončna učilnica
in nas vedno obdari, če obiščemo z odprtimi očmi in da bi uporabljali vsa čutila nekako tako, ne, da bi tudi povohali, potipali. A ne, meni se zdi recimo super taki otroci, ki zabredejo v potok ali pa ki se upajo dotakniti Deževnika. recimo, ne, Ja. ali pa kaj s tem, ne vem, jaz tudi sem šele na, ne vem, pri 30-40 kačo potipala in je prijetna, sploh ni neprijetna. Ni hladna, ne? Ne, Na otipje, taka kar je kot zanimivo. temperatura sobna. Dajmo jih temu spodbujati in hvala, ker jih tudi s to revijo. Že skoraj 18 let, ne? Naslednje leto bo revija praznovala polnoletnost, tako da... Hvala lepa za vaš obisk, hvala punce, da ste si vzeli čas in špricale šolo. Bo veliko za prepisovati potem? Ne. Ne, super. Boste veliko novega znanja, ne? In izkušenj z televizije prinesle nazaj v razred. Hvala še enkrat. In hvala za povabilo. Hvala. Hvala vam.